SI Main Stage. Preden pademo v pogovor, bo Helena malce povzela za tiste, ki vas morda glasbo in imena ne povezujejo. Ne? Glasbo zagotovo poznajo, morda še z imenom ne. Ja, dalo se je slišati in prebrati, da slovenska rock skupina Ice obstaja od leta 2005, ko je takrat na slovenski sceni že kar znana solopevka Renata Mohorič iskala svoj spremljevalni bend. Našla je tiste sotrpine, ki so imeli podobno vizijo, podobno energijo in pa seveda glasbeni okus, in zgodovina pravi, da so se poimenovali zelo preprosto, kar po vzdevku Renate. No, vsekakor bo danes z nami ena izmed zadnjih zasedb, ki jih gostimo v tej sezoni na Radio SI Main Stage, skupina, ki je v zadnjem obdobju izredno dejavna in z muziko se med drugim tudi sprašujejo, kako v življenju brez napak. Tako povedan je namreč njihov zadnji album, kako se lahko zoperstavimo sistemu in normam, ki nam jih ta določa, ali smo zgolj poslušni posamezniki, ki sledimo. Tako album kot ne nazadnje tudi skupina zelo žanrsko krmari na slovenski glasbeni sceni, pravijo, da nekje med pop-rockom, bluesom in indie rockom pa dodajo še radi kaj drugega zraven. No, vsekakor skupini Ice izrekamo dobrodošlico na današnjem Radio SI Main Stageu. No, Renata, kaj boš potrdila ali uvrgla kaj? Jaz mislim, da lahko kar vse potrdim. No. Dejstva so pravilna bila. Kar je definitivno, kot je že Helena tudi načela opaziti, pri tebi in pri bendu je ta prezentno rock vokal, ki ga je v zadnjih desetletjih malce odneslo. Ne? V 90-ih smo bliže zaradi Alanis, recimo, govorimo o ženskem močnem rock vokalu. Ne? Ta prezenten vokal, ne? To je ta adut, recimo, ki bi ga jaz pripisal, ko se spomnim na Ice. Ne? Lepo slišati, no, ja. Vsekakor. Pa reče kdo, no, oziroma se pogovarjamo z raznimi ljudmi, pa rečejo, da prepoznajo moj vokal, ko me slišijo recimo na radiju. Ali pa. Je pa res, da ravno to, no, ki je bilo prej rečeno, da včasih ne povežejo naše vizualnosti oziroma kako mi izgledamo s tem, kar slišijo. Oziroma, veliko smo se nekako prevrteli na radijskih postajah, je pa res, da smo ravno v tistem času, se mi zdi, prišli na sceno, pa 2005, pa tam v bistvu 2008, no, ko smo izdali naš prvi CD. Da ravno takrat so v bistvu, se mi zdi, glasbeniki malo izgubili ta prostor tudi na tem televizijskem prostoru, ne. Tako da smo mogoče mečkrat zamudili vlak, da bi nas tudi tako malo povezala na vizualno z našo glasbo. Ampak se pa seveda vse skupaj poveže potem na koncertu, ne? To pa sigurno, in pa tudi danes, seveda, ko bomo povezali glas z muziko. Ampak ne, omenila je Helena tudi že band, daj še kaj več povedati, ne? Ice nisi samo ti, so še drugi. Absolutno ne. V bistvu tako, v Ice zasedbi sta dva kitarista, Tina Janžek pa Matej Sušnik, pa potem bobnar Tilen Miklovec in basist Grega Robič. Tako da zdaj trije, Matej, Tina in jaz, smo dejansko že čisto od začetka skupaj, se pravi 2005. Tilen pa Grega sta se nam pa pridružila v bistvu v zadnjih 3 letih. Tako da, odkar smo zdaj ta zasedba, se mi zdi, da zelo lepo dihamo, da se zelo lepo razumemo in tudi neka prednost se mi zdi zdaj sploh res v zadnjem času je to, ne, da dejansko se mi zdi, da se znamo poslušati, da smo mogoče. Po eni strani je to minus, ker si malo starejši, pa ni več take, ko ne rečem, take močne zagnanosti in otroške naivnosti. Je pa v bistvu to poslušanje, pa neko ravnovesje, pa razumevanje v bendu, kar pa tudi ful šteje, se mi zdi. Tako da, kot si rekla, da ne štartaš, spremenili bomo svet, ampak nekaj bomo dodali temu svetu, ne? Tako je, v bistvu. Mogoče v tem pa se je mogoče res že ravno, ko smo to omenila, da na začetku si res mogoče kot mlajši imaš občutek, zdaj se pa mora ne vem kaj zgoditi, zdaj pa da bomo ne vem. Potem pa ugotoviš, da se v bistvu nisi center vesolja, ampak da pač si košček v vesolju. In da lahko nekaj dodaš, da se lahko trudiš v pozitivni smeri, se pravi, da lahko nekako tudi z besedili skladbenimi širiš, svojo vizijo, svoje mnenje.
ampak da potem nisi užaljen, če slučajno to ni, ne vem, sprejeto ali pa kakorkoli, če se pa dotakne koga, pa če najde koga podobno mislečega, je pa zelo lepo, ne. No, to si je lepo tudi začela, ne? Da tudi potem takem nisi ti samo center AIS-a, ampak ste nek kolektiv, nek band, ki funkcionira. Ne? Tako. Ja, mislim, vsekakor je mogoče bila, ne bom rekla ideja, ampak da so si ljudje na začetku, ne vem, ko so kakšen prvi drug naš spot videli, predstavljali, ja, da sem jaz ne ta glavna, ki se je povedala, ampak ja, dejansko se je skozi leta pač razvijalo, da smo kaj ena taka, mislim, demokratična skupnost, no, ni pri nas, zdaj bom pa jaz rekel in tako bo, ne, dejansko glasujemo, no. Tako da je 3-2, ne, hvala Bogu nas je 5, da lahko pol izglasujemo, ne, da če bi bili 4, ne, bi bila lahko že težava. Kaj praviš, Helena, kot kaže, je razlog, zakaj so lahko pristali že v letu 2023, ne? Od 2008. Dejansko, Renati, verjamemo, da dejansko dela tako, kot govori. Ne? Ja, v bistvu mislim, da smo tu nekje generacija, ne, ki se jo spomnimo na začetku njene kariere, ne, iz tako imenovanih glasbenih izborov. Ne. To so bila res zgodnja leta. Danes to obstaja v malce drugačni obliki, pa verjetno z enim očesom ošvrkneš, kaj pa pridejo kakšni spomini naprej. Ne? Ja, v bistvu vsekakor pridejo spomini. Moram reči, zanimivo je to, ne, ko včasih rečejo ljudje, da ratajo mogoče pol z leti bolj sproščeni. Meni se zdi, da se je meni ravno obratno zgodila. Se je začela ful bolj poglabljati in v življenje in vase in vse te zadeve in pol rataš malo komplikatorski na nek način, mogoče lažje doživljaš druge ljudi, pa jih razumeš, pa se postaviš v njihove čevlje. Po drugi strani imaš pa potem, ja, manj lahko suvereno, pa brez, bom rekla, brez kakršne koli trime stopiš na oder, pa odpoješ, če gre, če ne gre, pa si pač zadovoljen, pa kar začneš malo komplicirati. Ne? No, ampak vse to, kar si zdaj le povezala, je samo še dodaten material za ustvarjanje avtorske glasbe. Ne? In avtorska glasba je nekako ta rdeča nit. Ne? Ja. Vsekakor je to, da če začneš življenje malo bolj, rekla, poglobljeno gledati, oziroma mislim, da te življenje kar prisili v bistvu v to, no, da se v ene stvari poglobi, sploh če so kakšne malo težje ali ovire ali karkoli na poti. Pa mislim, da se dosti govori o tem, da ja, če ne vem, glasbenik oziroma umetnik, kakršenkoli že oziroma kakorkoli se že izraža, ne doživi nekih malo težjih trenutkov in čustev, ne predela, da mogoče pa res niti glasba ali pa njegova umetnost ni tako globoka oziroma zanimiva na nek način, ne. Ja, življenjske nasvete deliti pri 20 ali pri 40 je pač mečkrat drugače. Vsekako razlika, ja. Najprej bomo poslušali po prvem glasbenem izboru, nekako smo šli tuje domača. Måneskin in Time Zone. Ja, dobro, zdaj to ni bilo vse samo moja izbira, najprej smo v bistvu kot band to zbirali. Tako da ja, Time Zone je bil zdaj glih ta zadnji, ni bil skoraj ta zadnji njihov komad, ampak Måneskin so pa v bistvu res band, ki so nas kar mal presenetili, se mi zdi. Zdaj v tem času, ne. Da niso izpadli kot neka muha enodnevnica. Tako, pa neka taka, kako ne rečem, taka prvinska energija, ki iz njih pač sekala, ker bom rekla, ni bilo benda, ki bi bil tako izpostavljen v nekem momentu in naredil nek tak poseben vtis. No, tako da, če še ne poznate Time Zone, pa si dajte kar na glas. Radio SI, Main Stage. Tako danes na Main Stageu zasedba AIS in Renata še zmeraj z nami v studiu. Nekako smo načeli začetke zasedbe, ampak ne od začetku pridemo do aktualnosti. Aktualnost je nova plošča, kako se imenuje? Brez napak. Evo, zdaj sem te prekinila. Brez napak. Sem že naredila napako. Sej ni napak. Ne? Povej mi, koliko minut ste našteli? Ne? Včasih se je gledalo 45 zaradi plošče, ne? Potem se je gledalo malce čez 70 zaradi CD formata, ne? Kaj pa zdaj, ne? Ste 4 minutaža? Ne, če si iskreno ne vem, pač nisem se števala. Na plošči je 10 komadov, tako da
če pa zdaj seštevava, če se greva matematiko, da imamo tam povprečje 3 minute pa pol, recimo. Abo seštela. Dobro, ne sej, ampak Recimo, tudi ne. 10, Ni kot si toliko dejala. veliko, ne, kakor Tudi se- 10 je taka številka, recimo, ne boš izdal album z 8 komadi, ampak tak 10 je v redu, ne. Ja, 10 gre, Ja. jaz ne vem, kaj Ja. je fura. V bistvu, to smo se že pogovarjali. Kje je potem, ne? Kje je že CD, kje je album, ampak ne vem, pri nas je bilo vedno una številka, nek 10 komadov, Ja, ne bi bil to ja. že album, a je, ne, se ne vem. Ja, no, v bistvu. če rečeš, zdaj gremo pa v postprodukcijo, ne. Zdaj, če bi jih naredil Kdaj? 8, kaj bi to zdaj pomenilo? Ne vem, da je to še ni album. Ja, no, dobro, 8 komadov iz 70, ne, z minutažo od 4 do 6 minut. Recimo, to bi že šlo, ne? Je tudi že polno, ne? Ja. Ampak vaš glasbeni stil je vseeno malce bolj dinamičen, ne? Zdaj pa dinamični komadi okoli 6 minut, bolj pašejo kak progresivni rock ali pa kaj takega. Povej mi, koliko ste vložili truda v to, koliko časa je šlo recimo v pripravo albuma, recimo leto pa pol, 2? Tako bi rekla, ja, v bistvu že pred korono smo začeli snovati ideje, še s prejšnjim bobnarjem skupaj na začetku. Potem pa, ja, korona nas je majčkeno zabrenzala. Ravno tisto leto, ko v bistvu nismo mogli niti skoraj da dobiti razen poleti takrat, ko so nas pustili ven, ne? Ko so živali lahko prišle iz mojih kletk. Malo se hecam, ampak jaz sem tudi z druge občine, jaz sem z Gorenjske, večina fantov je pa z Ljubljane. Zdaj trenutno imamo pa enega tudi z Primorske. Ne? Tako da ja, v bistvu se je začel delati pol nekje, ko so nas, ko nekako smo se lahko spet dobili. Pa v bistvu do praktično letošnjega marca, ne, oziroma februarja. Ja. Tako da na vajah, ne, se dobivamo enkrat do 2krat tedensko, potem pa valjda ideje pridejo tudi doma, ideje pridejo kdaj na vaji, z raznih, ne vem, ždžemanja, recimo na vaji. Potem smo se pa v bistvu 10 komadov je, naredili smo 2 sklopa snemanja, se pravi, snemanje ni bilo tako dolgo, ker smo se posneli praktično v živo, in sicer smo si vzeli 2 vikenda, in to je bilo ravno november 2021 je bilo prvo snemanje, november 2022, zdaj ti datumi mi ne grejo, je bilo pa drugo snemanje. Tako da to smo v bistvu vse skupaj posneli, spravi v živo, fantje v studiu, jaz posebej na vokalu. Potem se v bistvu še razne finese popravljali tam do konca februarja, začetka marca. So neke vrste perfekcionisti, ne, Helena? Mislim, ne prepuščajo naključju. Tako se sliši. Zdaj razmišljam, 3 minute pa pol, pa 10 komadov, toliko še obvlada matematike. Ja, pa še zlagala sem se, en komad je skoraj 6 minut dolg, tako da imamo tudi enega Enega iz 70. Pa recimo, da je to 35-36 na ploščo in kakšno obdobje pa je potrebno za ustvariti nekaj takega, ne? In kaj vse se zmelje v tem obdobju, ne? Kakšne energije nastajajo, kaj vse tvorite, kakšne zadeve se spajajo, ne? Kakšni klikerji vse delujejo. Verjetno je tudi sama korona, pa nek ta šok, ki smo ga verjetno tudi kar vsi doživeli, vplivali tudi na naše ustvarjanje potem, ne. Bi lahko rekla, da mogoče je tudi ta tretja plošča malenkost bolj, ne bom rekla negativna, ampak malenkost še bolj razmišljujoča, še malo bolj poglobljena, pa bom rekla tudi mogoče kdo vidi lahko kot malo bolj dark, no. Jaz sicer se vedno trudim, da nekako na koncu zaključim vsaj na nek način z eno pozitivno noto, čeprav ta komad 6 minut ni bil zaključen na ta način, ampak v večini se pa res, če ne drugega, da ostane vprašanje, kot je recimo pri komadu, a še verjamemo, da se vprašamo, ne, a še verjamemo, gremo naprej, ne, v bistvu se mi tudi že to se mi zdi na nek način pozitivno. Če se ne bi tudi tega več vprašali, bi bilo malo bolj zaskrbljujoče. Koliko ste sami svoji producenti, koliko imate neko uho še na drugi strani, ki morda malce skozi sito spusti kakšno idejo pri snemanju? Dejansko, ja, producenti smo v bistvu kar
V večji meri sami. Ko bom rekla, Tina Janžek, naš kitarist, tudi v bistvu skrbi potem za mix in master. Vsekakor nam je pa potem še eno, bom rekla, zdaj šesto uho pomagalo, absolutno, in to je Matej Gobec iz studia Cosmosonic v Ljubljani, kjer smo posneli pač to našo ploščo. Tako da tam v studiu se potem zgodijo še določene stvari, ne, kar na mestu. Mi lahko zvadimo, pa treniramo, pa delamo. Pa smo pa v bistvu na mestu dejansko, ko on sliši pač eno zadevo, dajmo probati tako, ne, in ko se zadeve pol, ne vem, spet smo tam, ne, spet smo demokracija, ne, in če se nam vsem nekako približno zdi dobra ideja, jo podpremo, ne. Tako da je pomagal pri teh zadevah, sploh pa nekih tudi pri ritmu in določenih zadevah, tako da smo mu zelo hvaležni. Dobro, Renata, hvala za enkrat. Nekako smo se dotaknili ozadje zasedbe albuma in vsega. Zdaj greš malce na tonsko vajo, ko prideš nazaj, bomo ugotovili, kakšen je feeling in še k temu kaj dodali. Zdaj bomo poslušali Joker Out in Novi val. To gre za kakšno sopodporo bendom, prijateljsko ali kakorkoli. Tako bom rekla, Novi val, mogoče ravno zaradi tega, ker smo res po koroni deležni novega vala. Res zelo, zelo zanimive, dobre glasbe strani mladih ljudi, mladih ustvarjalcev. Tako da bom rekla, po eni strani je tako, si rečeš, Marija, ne, zdaj pa moramo še bolj razmišljati, pa delati, pa iskati neke nove poti. Po drugi strani pa reče, super, slovenska glasba diha, živi, tudi ta mogoče malo bolj alternativni del, ne, tako da podpiramo to, no, smo zelo veseli, da se to dogaja. Če gremo eni gor, gremo tudi drugi, ne? Nekako tako funkcionira tudi scena. Dobro, hvala za enkrat, dobro izkušnjo na tonski vaji in se vidimo čez pol ure. Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage, Renata iz zasedbe Ice še zmeraj z nami. Zdaj je upevanje, uigravanje, ne, prva izkušnja za studijem že za teboj. Kaj praviš? Ja, tako je. Tako bom rekla, ta prvi vtis je bil, da so fantje rekli, kako se dobro slišimo, mi bi imeli kar klevaje. Tako da, očitno v redu, ne? Ja. Ne, drugače je prijetno, ja. Če primerjaš recimo s prostorom za vaje, ne, tale naš studio je tako malce dnevno sobovski, ne, dost tih studio prostor, imate v kakšnem garaži, zaklonišču ali tudi v takšnem studiu, recimo? Ja, v bistvu so, prostori v BTC v bistvu, oziroma blizu Cvetličarne v Ljubljani, no. Tako da ena taka, ne vem, tu kako bi se rekli, na pol klet, tudi neki poslovni prostori so, kjer nimamo oken in ko zapremo vrata, je tako kar malo, ne. Je pa tudi tukaj tako, ne. Ko smo v studiu, smo res zaprti, ne, in sonca ne vidimo in nič, tako da tudi to verjetno vpliva pol na neko počutje. Ampak za zvok je treba potrpeti. No, tudi izven etera smo nekako že načela temo primerjave studijskega snemanja, živih nastopov. Konec koncev bo današnji koncert live stream koncert, nekaj, kar smo se navadili tudi že v času korone. Gledaš v kamero, ne, nekaj vmes med, ne vem, snemanjem videospota, komada in koncertom. Na kaj pomisliš? Vidiš kamero ali gledaš publiko? Kaj je tisto, recimo? V bistvu se zdaj še sama pogovarjam, na kaj se bom osredotočila, če je dobro. Ker tisto kamero gledati, ne, in se z njo sporazumevati, nič ni to, mislim, sam meni osebno ni to ključno. V vsakem primeru je vedno bolj fino, ko imaš žive ljudi pred sabo. Jaz tudi v studiu marsikdaj kar zelo trpim, no. Mi verjetno kdo je kar čudem pogledal, ampak te studijski studijski dnevi in ko naj rečem, snemanje spotov, to ni moja najljubša stvar, no. Tako da najljubša je sigurno koncert, pa potem tisto živo dogajanje. Na koncertu se malce zapeljemo tudi ko kakšno improvizacijo, najbrž, ne, pri komadih? Ja, ves čas. Res čisto odvisno, kaj se dogaja, kako so ljudje razpoloženi, ne. Če slučajno niso v ta pravem moodu, je treba pol s tistim delati, recimo, ne. Zelo težko se pripraviš na nekaj, ne.
Še posebej, recimo, če imaš, ne vem, festivale, kjer pač so različni artisti, a ne, pa te ne poznajo, pa je treba spet čisto drugače delati s to publiko, kot pa s tisto, ki te pozna, a ne. Ampak v vsakem primeru jaz, se pravi, imam to veliko rajš. Zakaj? Tudi, ker je tako, uživo, ne moreš ponoviti, ne, pač naredil si, kar si naredil. Meni je sicer ful všeč, če se ne snima, zato, ker so pol tisti fejli malo zakriti in pride energija ven in se ljudje potem spominjajo. Ampak po drugi strani pa ne moreš še enkrat posneti, ker jaz sem nek tak smešen perfekcionist, ki bi potem, ne vem, 10.000-krat šla še enkrat, pa na koncu v bistvu ne vem, če je boljš, no, ampak sama sem pol zmatrana po tistem, no, tako da mi je fajn, da je uživo, pa da jaz ne morem pol nič popravljati več. Kar je tudi živa muzika, je najboljši razlog, da se nekdo začne ukvarjati z glasbo, ne? Ja, sigurno je, že kot smrkla me je najbolj prevzel, v bistvu to večkrat izpostavim. 12 let sem bila stara, šla sem na koncert Plavega orkestra, to je bil v bistvu moj prvi tak malo večji koncert in ja, v bistvu po naključju. Šla sem na enega drugega artista takrat in so bili potem oni in tisti je mene tako pol prevzel. V bistvu zanimivo, ne, ko te prevzame nekdo, na katerega sploh v bistvu nisi šel, ampak ta zvok, band, vse skupaj, ko je bilo to, ne vem, nam rekla samo glasno, ampak tudi takrat je bilo zanimivo, ker je bilo pač že v tistem času, je bilo nekaj posebenega, če si imel tudi video oziroma ne vem, ne, tako da je naredilo vtis in takrat sem jaz prav razmišljala, jaz bi imela band. To je bilo to, ne, in ravno zaradi tega sem se tudi odločila za to, ne. Če bi bilo treba sam spote snemati, pa bi to studio, ne vem, no. To se pravi, session glasbenik ni recimo poklic zate, ampak vendarle, no, kaj še počnete drugega v življenju? Je kdo od vas profesionalni glasbenik? Je še kakšna služba zraven? Kako je to? Službe so zraven tudi, večinoma, tako da bom rekla, Matej dejansko se ukvarja v celoti skoraj z glasbo, no. Se ukvarja z glasbo, Matej v bistvu igra tudi pri Vladu Kreslinu in pa še nekaj ostalih bendih. Ostali pa imamo tudi učitelja matematike, pa ekonomista in tako naprej, v glavnem. Ni da ni, no. No, pač, ne, prostočasna dejavnost, hobi, nekaj za dušo bi lahko rekli, ne, ampak vendarle, pa da ne gre samo vse v tisto popodansko džemanje, ampak da se po rezultatu tudi nekaj pozna, ne, vendarle je potem potrebno pogledati nazaj in reči, kam je šel ves ta čas, ki smo ga vložili. Ja, vsekakor, mislim, tudi o tem se dosti pogovarjamo in jaz osebno lahko rečem, da mi je to delo, ki ga delamo, da naredimo nekaj lahko predstavimo, da gremo lahko potem tudi v živo to odigrati, pač največji izziv. Zdaj, ne vem, če bi se videla samo na vajah in džemanju in ne vem, pirčkanju. Meni paše, da pridemo na vaje in da delamo nek proces, da gremo skozi ustvarjanje. Jaz, ko se ustvarja, to je pa druga stvar, v bistvu to ni studijsko delo zame, ne, ko nekaj nastaja novega. Mi grejo pa kar tako malo lake po koncu, ker kot nekaj začutiš, da nekaj funkcionira, to je pa res lep občutek, no. Tako da tega ne bi zamenjala mislim, verjetno se ne bi kar sam tako prostočasno s tem ukvarjala, sem zaradi tega, da se družim, ampak mi je tisto ustvarjanje mi je najbolj tako fascinantno. Helena, si predstavljaš zasedbo ICE tudi recimo v angleščini, ne? Ali pa Absolutno, ja, absolutno. Prej v angleščini kot francoščini. Bi pa imela na tem mestu eno vprašanje. Če bi izbirala en svetovni jezik, ne, za vašo muziko, kateri bi to bil? Če izvzamemo pač angleščino, ki je recimo najbolj uporabljena. Če izvzamemo angleščino. Jo, v bistvu, ja, italijanščina mi blazno fajn zveni. Mislim, tako in veliko dobre glasbe s tem prihaja, tako da verjetno mi je bilo to, no. Saj nič ne znam italijansko, ampak dobro se sliši. Ja, tisto preživetveno italijanščino, verjetno, ja. Ja, to ja. Ampak bi šlo veš tako, io sono Renata. Ja, to. Malo rokersko se da, ne? Ja, da se, ne, saj je kar nekaj rokerjev. Mislim, tako v italijanski glasbi je itak veliko kvalitete, takšne, mislim, in različnih žanrov, no, tako da
Si kar predstavljam. Oni še kar ustrajajo pri maternem jeziku, res je, ne? Res. In na cesti in tako Tako, glasbeni primorci bomo privoščili, potem pa imamo zate pripravljenih tudi nekaj vprašanj. Miley Cyrus in Flowers. Ja, zdaj bom kar potunkala našega kitarista, da je to zbral. Ne, drugače, komad je vsa čast, res, bom rekla, himna po moje žensk zdaj trenutno, ampak tako bom rekla, jaz verjetno bi še kakšen drug komad od Miley Cyrus brala, vsekakor je mi je zelo dobra izvajalka. No? Skozi leta se mi zdi, se vedno bolj dokazuje in vedno pač bolj kaže to svojo unikatnost. No? Tako da, zdaj pa če so Flowers in mogoče mu je bil všeč tudi ta njen vokal, ne, ki že vokal, prinasa absolutno. nekaj zrelosti, čeprav še niti ni toliko stara, recimo. Se mi zdi, da je res kostali, mislim, vse na začetku bom rekla, je bila zanimiva, nekaj je bilo že na tistem vokalu tam v Hannah Montani, da si rekel neki, kaj je to neki, ta ena punčka, kad takole hrope po domače povedane. Ampak se mi zdi, da je zdaj še ful razvila ta svoj stil in pač res karkoli naredi, se mi zdi, da je kar zaverjetno. Tudi mislim, da po odzivih, da je nekako ljudem zdaj, kako naj rečem, da jo bolj resno jemljajo kot so. Ja, nekaj časa je trajalo, ampak zdaj pa ja. Miley Cyrus, potem pa še zaključna beseda za zasedbo Ice. Radio SI Main Stage. Tako, Renata in zasedba Ice, preden te spustimo v studio, da do konca zvadiš vse, imamo interrogation. Ne, Helena? Zaslišanje. Ja, kratek. Zelo na kratko. A bo hudo, a bo bolel? Ne bo, oziroma čez minuto in pol boš videl. Prva asociacija je ponavadi najboljša in najbolj iskrena, in če si omenjala en koncert malce prej, bomo začeli pri tem, kateri je bil tvoj zadnji. Zadnji je bil večji, ja, ravno Aerosmith v Italiji. Knjiga, ki si jo na zadnje prebrala? Knjiga, v bistvu prebrala, v bistvu poslušala. Sem zelo za audio knjige v zadnjem času, ker lahko še zraven kaj drugega počnem. The Body Keeps the Score, Basil van der Kolk. V bistvu zadeva, ki je tako malo poglobljena glede v bistvu psihološka in kako se naše telo odziva na razne, bom rekla, travme. Tako, malo zakomplicirala. Potem je na mestu naslednje vprašanje, kakšna posebna aktivnost, s katero končaš dan? V bistvu velikokrat se mi zgodi, da sem na telefonu, na kar nisem ponosna. Tako da to se poskušam odvedeti. Začenjaš dan tudi tako? Ja, kadar vem, da je noro oziroma da je dosti sporočil, začnem, pa mi tudi ni všeč, tako da kadar pa ne začenjam dneva, tako se pa probam majčkeno umiriti vse, pa malo zorganizirati v glavi, kako bo potekal dan, no. Ampak to je bolj redko. Ko gre Renata na dopust, kako to izgleda? Vse na off, noč. Jemo, ležimo, to je to. Kaj pa je najljubša destinacija? Najljubša destinacija, v bistvu nič tako eksotičnega, bila sem pa v Riminiju, kjer so se mi res ne znam povedati, ampak čisto odklopili možgani takrat, tako da imam zelo lep spomin na to. S člani benda tudi potujete kam skupaj, se družite tudi privat? Zdaj v zadnjem času je bilo tega manj, smo pa pred korono še šli kar na nekaj, rekla, turov v Nemčijo, na sever Nemčijo. Smo šli kar parkrat gor, smo bili vabljeni, tako da smo potovali dobrih 17-18 ur tja in potem nazaj. Tako da to je bilo naše najdaljše potovanje, kjer smo pa tudi bili nekako pridni in smo pač v Nemčijo širili svoj glas. Če bi imela z bendom možnost zavzeti en svetovni oder, kateri bi to bil? Wembley. Če bi ga imela možnost deliti, s kom bi ga delila? S starimi Queeni. To je to? Show must go on, ne? Tako, ja. Vsekakor. Dobro, za konec me zanima samo še, kaj lahko pričakujemo na koncertu danes, kaj ste pripravili?
Danes smo pripravili v bistvu dve skladbi iz naše prve plošče Na liniji, tako da ne pozabimo nekih starih naših korenin. Vse ostalo je pa v bistvu z naše tretje plošče Brez napak, tako da nekako najbolj zdaj dihamo s tem, kar smo na koncu naredili, tako da jaz upam, da bo poslušalcem všeč, da se bodo lahko v miru vozili in ali pa če v službi poslušajo ali pa doma uživali z nami. Hvala lepa za pogovor, hvala lepa za obisk. Dobro ogrevanje želimo in seveda ne dvomimo, da bo koncert kot mora biti. Hvala lepa. Hvala, se bomo potrudili. Radio SI Main Stage.